Pozdravljeni, moje ime je Ninočka Hajtnik in sem vzgojiteljica v vrtcu Ciciban Sevnica. Predstavila vam bom projekt, katerega smo v lanskem letu izvedli na ravni celotnega vrtca. V lanskem šolskem letu smo osnovali projekt gozdne pedagogike. Z njim smo spodbujali ustvarjanje inovativnih učnih okolij, zunaj ustaljenih okvirjev in raziskovali, kar nam ponuja narava kot naša najboljša vzgojiteljica. Vključili smo se v mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, kjer spodbujajo uporabo naravnega okolja v vzgojno-izobraževalne namene. Mreža nam je predstavljala vir dobrih praks in izvirnih dejavnosti za igro in raziskovanje v gozdu. Sodelovali smo tudi z zunanjim sodelavcem gospodom Urošem Jelenom, profesorjem športne vzgoje in diplomiranim kineziologom. Na delavnicah smo spoznavali, kako prenesti dejavnosti iz notranjih prostorov v naravo in kako to povezati s kurikularnimi področji. Pred pričetkom projekta so vzgojiteljice v vrtcu otroke najprej opazovale, kakšna je njihova prosta igra v gozdu. Ta je bila zelo raznolika. Otroci so vlekli veje, jih zlagali na kup, za ogenj, tekali v breg in dolino, nabirali rastline, opazovali živali, prenašali kamne, kopali luknje, kuhali. Gozd jim je vedno nudil idejo za igro, za katero so uporabili različne naravne materiale. Skupine smo spodbujali k bivanju na prostem v vseh letnih časih in vsakršnem vremenu. Cilje smo v luči ukrepov za preprečevanje koronavirusa še lažje dosegali in se posluževali aktivnosti na prostem tudi kot preventivnih dejavnosti ob aktualnih razmerah. Strokovne delavke so za svoje skupine ustvarjalno iskale različne načine bivanja v naravi, za res veliko stvari pa so odkrili otroci kar sami. Praznovali smo rojstne dni, se igrali v naravi, razvijali različne naravne oblike gibanj v naravnem okolju, kuhali v gozdnih loncih, opazovali in čutili naravo z vsemi čutili, poustvarjali naravo z likovnimi sredstvi, se igrali gozdno gledališče ter brali pravljice pod krošnjami in še marsikaj. Premagovali smo gibalne poligone, se gugali na gozdnih gugalnicah, predvsem pa se na krajših in daljših pohodih ter sprehodih učili premagovanja napora ter tudi seveda zadovoljstva ob končnem cilju. Gradili in ustvarjali smo naravne mandale, z naravnimi materiali smo se likovno izražali, predvsem pa raziskovali, odkrivali in pustili domišljiji prosto pot, da nas vodi do novih spoznanj. Vse do meseca maja so aktivnosti potekale na podoben način. V sklopu organizacije strokovnih delavcev posameznih oddelkov. Otrokom smo skušali omogočiti, da bi naravo spoznavali z vseh vidikov. Spodbujali smo jih k raziskovanju, opazovanju pa tudi k medsebojnemu sodelovanju. Otroci so imeli možnost sproščenega bivanja v naravnem okolju ali pa seznanjanja z naravnim materialom v oddelkih in na igriščih enot. Materiale so uporabljali v igri ali pa so z njimi ustvarjali. Oddelki so k dejavnostim pristopali različno, po svojih zmožnostih in interesih. V posameznih elementih projekta so sodelovali prav vsi oddelki vrtca, tudi najmlajši otroci so se spoznavali z naravnim materialom, ki so jim ga v oddelek prinesli strokovni delavci ali pa otroci starejših oddelkov. Da smo strokovne delavce spodbudili k dejavnostim v naravi, smo jim pripravili različne ideje. Te so bile bolj splošno naravnane, na primer tema palice, travnik, najljubši gozdni kotiček in podobno. Želeli smo jih spodbuditi k samostojnem raziskovanju in razmišljanju skupaj z otroki. Sedaj vam bom podrobneje predstavila primer dobre prakse, ki ga je oblikovala vzgojiteljica Petra Cigole. Gre se za področje matematike,
Cilji dejavnosti pa so bili utrjevanje razmerij več manj, večje manjše ter utrjevanje oblik in predstav, prazno polno. Otroci so bili v skupinah po 4, z določenim gozdnim materialom so oblikovali obliko. Ena skupina je oblikovala pravokotnik, druga skupina kvadrat, tretja skupina trikotnik, četrta skupina krog in peta skupina elipso. Otroci spoznavajo in prepoznavajo lastnosti oblik in ugotavljajo razlike med posameznimi oblikami. Najprej oblikujejo prazne like, nato pa jih zapolnijo. Pri utrjevanju razmerij več manj je dejavnost potekala v paru. Otroka sta se dogovorila, kateri material bosta izbrala in na delovni list polagala ta material. V velik krog več elementov, v manjši krog manj elementov. Elemente v posamezni množici nato otroci preštevajo in ugotavljajo razlike ter urijo spretnosti za seštevanje in odštevanje. Tudi utrjevanje razmerij večje manjše je potekalo v paru. Otroka sta se dogovorila, kateri material bosta izbrala in na delovni list polagala ta material. V velik krog večji element, v manjši krog manjši element. Elemente v posamezni množici nato otroci med seboj primerjajo. Naslednji primer je dejavnost pajkove mreže. Cilj dejavnosti so bili sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, medsebojno sodelovanje, dogovarjanje, orientacija na določenem prostoru, razvijanje koordinacije oko-roka ter izpeljava ideje od zamišljanja do realizacije. Pri izdelavi pajkove mreže je prišla do izraza otroška domišljija. Otrokom je dala vzgojiteljica volno in jim podala navodilo, naj jo čim bolj prepletejo med drevesi, da bo nastala nekakšna pajkova mreža. Takoj so bili za akcijo in nobena dodatna spodbuda ni bila potrebna. Pri delu so se zvrstili vsi. Nekateri so dali ideje in usmerili tiste otroke, ki so imeli v rokah volno. Bilo je veliko medsebojnega sodelovanja in dogovarjanja. Ko je zmanjkalo volne, je bila v gozdu čudovita in velika pajkova mreža. V sklop delavnic z Urošem in Lenom je bilo prijavljenih 17 oddelkov drugega starostnega obdobja, pridruženih pa še nekaj mlajših. Za realizacijo delavnic smo v jeseni morali počakati, z njimi smo pričeli v mesecu maju. Uspeli smo izvesti 10 delavnic in 2 zaključni srečanji. Interes za delavnice je bil velik, po ponujnih terminih so se ti hitro zapolnili. Ugotavljamo, da je bil doprinos delavnic velik. Dobrodošlo je, da po zmožnostih otrokom ponudimo še drugačne izkušnje, zato so bile tovrstne delavnice res dobra nadgradnja siceršnjih aktivnosti, ki jih pripravijo vzgojiteljice same. V mesecu juniju smo izvedli tudi izlet na Lisco v 2 terminih. Že sama vožnja z avtobusom v strm hrib je bila pravo doživetje. Na Lisci na vrhu so skupine predvsem prosto raziskovale in se igrale različne igre v naravi ter opazovale okolico. Projekt smo zaključili tudi tako, da smo po vseh enotah pripravili razstavo likovnih del, različnih igrač, iger in sredstev iz naravnih materialov. Pravzaprav smo nekako povzeli in predstavili vse, kar smo počeli preko celega leta na projektu gozdne pedagogike. Vse skupaj smo strnili tudi v brošuro, ki si jo lahko ogledate v priloženi povezavi. V njej najdete zbirko fotoutrinkov, anekdot, misli vzgojiteljic ter otrok, pa tudi kar nekaj primerov dobre prakse in opisanih dejavnosti v naravi po posameznih področjih. S projektom smo stopili v korak v smer bolj aktivnega življenjskega sloga naših otrok, predvsem na prostem in nazaj v stiku z naravo. Tudi v prihodnje bomo gradili na teh vrednotah. Hvala za vašo pozornost.